prozbu vsak neurah leso sedbo, neurah leso sedbo, місто чути помнать, зима без оснавлення, очна, яка кортать, вулице одіщавий вітер, з дихом свіжих трат, Ljubljana je spet oličena, zeleni vse pilotska tma, v parkih smih otrok, življenje
slišite jo. Fant se zagledal, dekle zapeljivo, mu pa namenjeno to ni bilo. Zaljubil se v malo črno Natašo, deklico čedno sanjavih oči. Je pa usoda drugače hotela, najlažje povedal vas pismijo bo. Srečal sem frajlico malo navihano lipovih ravo. Miniko ti si nosila, s pogledi si me osvojila. Trenutku so sanje postale resnične, upanje bližje. Zaljubljen te čakal, dočakal, da rekla si rada te imam. Ko so to mamica zvedeli kmalu, da hčerka je njena podala roko, na kar tudi oče odkimal je z glavo, oba sta dejala, to ne bo šlo. Fant ta pravi, drugega zberi, sta govorila, jezila se vprek. Ljubega morala je zapustiti, fantič prerivan za njih bil je on. Oma sva jokala, za roke se zadnjič v objemu držala. Solze so tekle kot reka, ki teče potiho blestiče. Ona se vidiva kmalu, če sreča poiskala bu naju. Poslinice videla buva nad zvezdami gorvičnosti. Ona se vidiva kmalu, če sreča poiskala bu naju. Poslinice videla buva nad zvezdami gorvičnosti. 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 Sem španciral, odhajala je spat, pod oknem je slonilo, dekle možarek zlat. Pil sem pisanino, bila vesela je in rekla mi na tiho, moj fant ne pridi še. Ko polnoč ura bije, ne miren še bedim, čez strehe luna sije, ko v srcu vzdrhtim. In spanec me premaga, zaljubljen zdaj zaspim, zdaj v sanji mi pomaga, na njo prelep spomin. Zjutraj nas spet staja in sonce se zbudi, so misli vse od kraja pri moji deklici. Le kaj bi še govoril, grem pojdem ljubici, se z njo pogovoril, ona ji obceti. Zjutraj nas spet staja in sonce se zbudi, so misli vse od kraja pri moji deklici. Le kaj bi še govoril, grem pojdem ljubici, se z njo pogovoril, ona ji obceti. Ni dovoljeno, ta naj plesu pozvano.
Vem ste ljudje, ste ljubili že, kdaj morda brezupno, kjer se to baje ne sme. Kakšna varna je ta dežela čevlje, soljen mož, zato ker si zaljubil se, pa saj nam kaj sem storila mogočnim ljudem, na pot stopila, a če me pustite umreti za to, nekoč taki sodi, še vam sodil bom. Vi pa ste ljubili že, samo srce preiščite. Vedno človek ste, ali Zibelki bila si mala sestrica, gledal sem tvoj obraz, slišal mili glas. Sam ne bom ostal, s teboj se bom igral, tiho sem šepnil ti, gledal te v oči. Očka mamico objel je na lahno, rekel ji, ljubčka dva, glej prav ljubka sta. Sanje najine so vse izpolnjene, tvoj sem jaz, moja ti, ob družinici. Zrasla si dekle, kot nikdaj smeješ se, si cvetoč majski cvik, žameten in lik. Ti v življenje nam prinašaš sončen dan, sestrica nikdar ne
srečen spet tvoj obraz. Budec pa igra, kar mu duša da, njemu ne vse iz srca. Levo desno vleče meh, na licu je njegov sreča in smeh. On je vriskal mis, dal se spravi na ples. Vse obmih sprevandra in vasi s harmoniko osreči ljudi. Rad z njo govori, tudi z njo zaspi, zranim jutro prebudi. Kaže svoj obraz vesel, če tudi žalost nosi v prsih seboj. Duša mu gori, kot da nekaj je tam boli. Ko harmonike zaslišiš, glas postane srečen spet tvoj obraz. Gundec pa igra, kar mu duša da, njemu vre vse iz srca. Levo desno vleče meh, na licu je njegov sreča in smeh. On je vriskal mis, dal se spravi na ples. Hvala ti, Gundec, za pismi ti, ki vsem si žejo v srci. Ti v dušo daješ nam vrisk in smeh, tudi solze skrite so v oči. Dan bi še dolgo igral nam pil, dobre volje bil vesel. Vsakdo od nas si le to želi, da živel bi dolge srečne dni. Moj vnuk še pel slovenske pesmi, se prav gotovo ne sprašuje več ponosni starjata Boris Razpotnik, kajti slišali smo njegovega vnuka Luka. Prelesni glas Eve Černe ste prav gotovo prepoznali. Vmes pa je nastopila otroška folklorna skupina Lužane. Spoštovani, danes smo pripravili krajšo slovesnost. To je bil sicer kulturni program, kajti kultura mislim, da je zelo pomembna, brez kulture tudi ne sme biti. Verjemite, Slovenci ne bi obstajali, če kulture ne bi imeli. Zato jo spoštujmo in ocenimo. V naši sredi danes pozdravljam župana občine Mengeš, Franca Jeriča. Podpredsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Damijana Božiča. Zveznega prepuščaka Dominika Grmeka. Naše cenjene goste iz Ljubljane. In iz Morač. Predstavnike Severja, naše organizacije, sicer in pa častniške organizacije države.
seveda vseh vas, ki ste nocoj tukaj. Začetno leto Združenja veteranov vojne za Slovenijo je bilo 10. datum 10.10.1993. To je že kar nekaj časa. Že pred časom je zveza doznala 25 let, ampak takrat, če območnih združenj ni bilo registriranih kot samostojne pravne osebe. Ideje so bile v tem že v letu 92. Skupaj s pripadniki teritorialne obrambe in takratne milice. Ampak kot je izgleda v Sloveniji marsikateri stvari usvojeno, tudi to sodelovanje ni šlo tako, kot je potrebno, in smo ustanovili dve organizaciji. Moram pa povedati, Sever in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Moram pa povedati, da v zadnjem času izredno dobro sodelujemo in da smo na vseh področjih skupaj, kar je tudi pohvalno. 1994 smo bili sprejeti v Svetovno veteransko organizacijo. Prvi predsednik našega združenja zveze je postal Srečko Lisjak. 2000 se je klicalo leto takrat, ko je združenje nehalo delovati in smo se preimenovali v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, kjer je bil poudarek predvsem na območnih združenjih veteranov vojne za Slovenijo. Danes imamo 57 območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo širom Slovenije, ki delujejo v 13 pokrajinah. Naše OZVS ali naše območne združenje veteranov vojne za Slovenijo je delovalo že v letu 1994, vendar še ne kot omenjena pravna oseba. Prvi predsednik našega združenja je bil Dominik Grmek, njegov namestnik pa dr. Janez Kušar. Na začetku smo imeli le 13 članov, kasneje je članstvo z leti naraščalo, v letu 2000 nas je bilo že 185. 2005 299, 2010 349 in v letošnjem letu 369. To so tisti člani, ki redno plačujejo članarino, ostalih pač ne štejemo, sicer imamo preko 420 članov. Do sedaj je mati narava poskrbila, da nas je neprostovoljno zapustilo že preko 50 članov. Med njimi Martin Planko, Miran Kralj, Franc Lipovšek, Anton Železnik, Stane Ficko. Počastimo njihov spomin z minuto molka. Slavoj. Pred leti smo v Domžalah praznovali osrednji dogodek izgon zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade in obenem postavili obeležje v parku pri občini Domžale. Na Mali Lašni smo postavili pomnik dogodkom iz leta 1991. Pomnik slovenskemu narodu za hrabro dejanje leta 1991 smo postavili v Memšu. Zadnji pomnik pa smo letos postavili na območju Radnega Gajnika Domžale. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi prireditve. Vsako leto priredimo slovesnost spomin na Trzinsko bitko. Vsakih 5 let okroglih pa malce slovesneje. Vsako leto priredimo letos že 28. pohod po poteh vojne za Slovenijo. Več ali manj redno sodelujemo z učenci višjih razredov osnovnih šol. V Memšu imamo nekakšno mini muzejsko zbirko predmetov in stvari povezanih z našo osamosvojitvijo. Zato se lahko zahvaljamo občini Mengeš, ki velikokrat prisluhne in kasneje tudi pomaga pri realizaciji naših načrtov in želja. In seveda neumornemu Marku, ki zbira rekvizite in podobne stvari širom naše domovine. Ne vem, mogoče ga tudi izven kaj zanese. Nikoli ne vemo. Še posebno bi se rad zahvalil občini Domžale, občini Mengeš,
občini Lukovica in občini Trzin, da nas moralno in pa tudi materialno podpirajo. Sedaj pa bi ob tej priliki povabil prvega našega predsednika in pa podpredsednika Dominika Grmeka in pa dr. Janeza Kušarja, da mogoče z tistih začetkov povesta kakšno misel, kako se jima zdelo, a je vredno to, kar imamo, smo zadovoljni s to stvarjo, pa prosim, če pridete malo bliže. Sem spet v tej dvorani. Spominjam se zadnjega dogajanja, oziroma zadnjega dogodka tu, ko smo želeli na predsednika Veličanca. Že sama dvorana, oziroma ta prostor, me spominja na marsikateri dogodek v zvezi z ustanavljanjem in dogajanjem tekom let našega združenja. Povedal je že, da je bilo naše območno združenje najprej kot združenje v nepravna oseba v Združenju veteranov vojne za Slovenijo. Kasneje leta 2000 pa smo postali pravna oseba oziroma se preimenovali v območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Torej, takrat smo v bistvu šele nekoliko z lastnimi ključi, z lastnimi idejami in seveda ob izdatni moči občin Domžale, Lukovica, Mengeš in Trzin zakorakali v to našo veteransko poslanstvo, ki je seveda rodilo kar velike uspehe. Jaz nikoli ne bom pozabil vsega, kar smo naredili skupaj z vami, torej od prvega obeležja, ki je bilo postavljeno, nismo bili še veterani, torej pravem pomenu v Trzinu, spomin na Trzinsko bitko, nadalje vseh obeležij manevrske strukture narodne zaščite, katerih je preko 20, vidim med vami kar nekaj obrazov tistega časa, ko ste se predali dolžnosti, ilegalni najprej, vendar ste vztrajali na njej in moram vas pohvaliti, kajti speljali smo torej to nalogo z oceno odlično. Kakšne sadove je rodilo to naše vedenje, govorim zdaj v teritorijalcih, kljub temu, da smo morali leta 90 predati orožje v skladišča JLA Ljubljano, smo uspeli potem formirati glede določene enote, ki so bile številčno neprimerljivo manjše od tistih, ki smo jih razvijali po formaciji v našem štabu, torej tako prostorske kot manevrske enote. In ta majhna skupina pogumnih, torej poveljnikov, eden med njimi je tudi poveljnik Kušar Janez, poveljnik drugega južnega odreda in vsi ostali, danes sem videl tukaj Nara Teožata in mogoče sem koga spregledal. Ja, Marko Trampoš, ja, pa gleda. Torej so pokazali tisto pravo mirovno ljubja, kar je rezultiralo na koncu, čeprav smo bili majhni, rezultiralo, da je bila Trzinska bitka ena od prvih spopadov, torej na tem našem prostoru, nasploh v Sloveniji, ki je dala moralno podporo in pogum še mnogim drugim okoljem, v katerih so nastale pač te končljive situacije o pogovoru agresora po različnih smereh. Jaz se vam zahvaljujem za to pogumno dejanje, kajti ko hodim po Sloveniji in poslušam zgodbe drugih območnih združenj, bom rekel, so bili v nekem smislu bogatejši, imeli so več sil, več oborožitve, skratka več moštva, pa vendar
se je naše območje na čelu, torej z vsemi vami, ki ste sodelovali, pokazalo izredno pogumno in uspešno. Torej, jaz sem še enkrat čestitam, da je prav, da nadaljujete v okviru območnega združenja veteranov vojne Domžale s to tradicijo vsakoletnega druženja in odbujanja spominov na leto 90 oziroma 91. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, kaj naj rečem v odbujanju spominov na tiste čase. Torej, nekako v letih 93-94, ko smo začeli ustanavljati našo stanovsko, bi rekel, organizacijo, je bilo še tisto entuzijazem, zanos, da smo uspešno opravili neko veliko pomembno nalogo za slovenski narod, da smo v vojni zmagali in nekako mislim, da je bilo to čisto naravno, da smo potem želeli se združiti, torej predvsem z vidika nadaljevanja teh tradicij, mogoče tudi širjenja nekaterih stvari, ki pač ljudje niso vedeli, ker vsega tudi televizija ni pokazala, ampak tisti, ki smo bili na položaju, smo določene stvari vedeli in mislim, da je bilo to prav, da in je še danes prav, da ljudem to povemo, da to ni bila kar tako nekaj mimo predej, ampak so bile resne bitke, so bili spopadi, so bili ranjeni, so bili mrtvi med nami. Seveda, organizacija najprej smo ustanovili nekje na državnem nivoju, spomnim se tega velikega dogodka v Cankarjevem domu, ker so bila z domžalske strani z Tominetom prisotna. A potem smo pa nekako organizirali to po takratnih še občinah, ko so bile še stare občine. In seveda prvo, kar je, organizirati in pa seveda pridobiti članstvo. Iz izvajanja predsednika ste lahko slišali, na začetku je bilo nekaj 10 članov, potem smo pa včasih pridobivali nove člane in seveda rasli s tem. Druga zadeva, ki smo se jo lotili takrat organizacijsko, je bilo pa nekako tole umestno organiziranje na nivoju pokrajine. Vzeli smo Ljubljana okolica, pokrajina, tako kot je bila organizirana takrat v času manevrske strukture narodne zaščite, tako da nekako smo takrat, ne se bo tega spomnil, gradili v Domžalah organizacijo in pa na pokrajinskem nivoju. Naslednja stvar, ki mi nekako prihaja na misel, je, seveda smo se imeli ključno vprašanje, kaj bomo pa zdaj vse počeli. Dobro, vedeli smo, kaj je naše poslanstvo, torej nadaljevati naše tradicije in ljudi nekako seznanjati s tem, kaj se je zgodilo. Predvsem smo imeli v mislih mlajše generacije, ki danes zelo malo vedo o tem, če jaz svoje vnuke vprašam, če so v šoli kaj slišali o tem, bojo povedali, da pravzaprav še nič. In pa seveda, kakšne dejavnosti vse izvaja. In velikrat se takole omenjam, mislim, da je bilo to leta 96, ko smo se v takole malo opivu v gostilni pri Vesnik Silvotu pogovarjali, kaj bi pa naredili, da bi se malo bolj družili. In je prišla ideja, mislim, da je ravno Silvo, dolgo pokojni, dal idejo, kaj pa če bi naredili kakšen pohod. In smo se takrat zmenili, da bomo organizirali pohod. Prvo leta so bili to 3 pohodi, kar naporno, tudi razdalje so bile malo večje, kot so danes, 30 km, to je bilo skoraj že kar obvezno. No in to je bilo v bistvu kar ena taka poteza, ki se mi zdi, da je pritegnila kar precej ljudi, ne samo članov, tudi ostali so hodili, tako da nekako tam v začetku mogoče tam okrog 20-30, potem so pa te številke seveda odvisno od leta narasle tudi 50-60 in včasih celo kaj več. Začetka, kot sem rekel, smo imeli 3 pohode na leto, potem smo pa rekli, da je to
so postavili malo preveč in torej zreducirali na eno leto, razen vmesno med enkrat dva, zato da je pohodil toliko, kolikor je let v svobodni Sloveniji. Torej, čestitke ob našem jubileju, v našem prazniku vsem in pa srečno. Rasta me dobro dopolnila. Je pa res, da se mi kar hitro potegne na oder, ampak se sta odraščala v tistih časih, ko je veljalo, nič nas ne sme presenetiti. Zdaj pa vabim na oder še našega podpredsednika zveze, Danijela Božiča, pa bo verjetno tudi on kaj povedal. Hvala lepa. Ja, postajamo vedno bolj zreli, ne? Nekoč elita, danes pa tisti, ki skrbimo, da bo šle stvari naprej dobro. Vi ste 20 let izjemno dobro delali, lahko ste ponosni na svoje delo in tudi zveza je ponosna na vas. Tudi predsednik general Lipič vas pozdravlja. Odšel je domov zaradi tega, ker ga kurimo, kolikor se da in obremenjujemo in ga je nekdo drug peljal, da nas v Prekmurje, tako da sem jaz tukaj in tudi predsedstvo pozna zelo dobro vaše delo. Gregorič je član predsedstva, Dominik je glavni praporščak že toliko let, da bi nekako rekel, je že konstanta, ne samo v naši organizaciji, ampak v Sloveniji, med vsemi organizacijami in tudi, kar se tiče Slovenske vojske in policije. Tako da tudi skozi vaše ljudi, ki delajo na nivoju zveze, se odraža to vaše delo. Ko smo šli v vojno, smo bili recimo pravi, tudi naivni in če bi se slučajno zgodila spet kakšna, verjetno bomo spet šli v njo naivni. Ker smo taki, bomo šli še dokler in kolikokrat bo potrebno. Ko smo šli noter, smo si predstavili, da bo ta država zelo, zelo boljša od prejšnje. Zagotovo je boljša. Ni pa v nekaterih zadevah, ko je storila koraka naprej, ampak ga je nazaj. Nekoč smo bili delavci, danes smo samo še delovna sila in davkoplačevalci. Šteje ne državljan človek, šteje kapital in lastniki kapitala. Štejejo tudi, če so samo nakradli, ker je kapital in lastnina zaščitena do konca, javno dobro je pa zasramovano, zasmehovano in če se le da, ga spremenijo v občinsko ali državno in prodajo. Se pravi, te zadeve sigurno ali pa zagotovo niso v redu, kajti vsak gospodar, če hoče biti gospodar, mora imeti premoženje, mora imeti, kar je ustvaril, ko enkrat proda, je potem lahko samo še hlapec tam, kjer je bil nekoč gospodar. In mi kot organizacija, eno je, poskušamo na državni in na lokalnih ravneh doseči to, da se spoštljivo ravna s vsemi nami in z drugimi, ki živijo od nas, od otrok do najstarejših. In drugič poskušamo vplivati na to državo, da bi bila imela čim bolj tak obraz, kot smo ga mi nekako nosili v sebi, s tistim navdušenjem, s tisto naivnostjo, kako bomo iz nečesa, kar smo mislili, da je zelo slabo in bilo je slabo, ker se je najavljala diktatura, nasilje, najavljalo se vse najslabše, smo morali poiskati izhod, ampak smo si želeli veliko, veliko boljšo. Da bi bila veliko boljša, treba še veliko storiti, ne? In predvsem je treba opozarjati vse te stranke, ki skrbijo izključno za svoje lastne riti, ne? Da so tam, da je njihovo poslanstvo skrb za državljane, za ljudi, za državo, naj se do nje obnašajo spoštljivo in naj se ne igrajo, zaradi tega, da bi bili pomembnejši, da bi oni uspevali z nasilnostjo, brezobraznostjo, z lažmi in tako naprej.
Tukaj je naše poslanstvo tudi, ni samo poslanstvo, da gremo na pohod, da se dobimo skupaj, da poskušamo razložiti v šolah in v javnosti, da je obstajala vojna v Sloveniji, da so bili žene in možje, ki so se za to državo borili, nekateri državo žrtvovali tudi življenje, da so ostale družine brez očetov, z ranjenci in podobno. In če se zapiramo, ne delamo koristi tistemu, za kar smo se borili. Se pravi, moramo biti odprti, jasni, glasni. Danes je, kar je tudi Lipič, boste prebrali v Veteranu, napisal, danes se je uravnoteži vse, v vseh medijih. Če je na tej strani resnica, jo je treba uravnotežiti z lažjo. Se ne uravnoteži z eno resnico, z drugo, nekoliko drugačno, ali pa drugače razumljeno, ali pa en argument z drugim, ampak se uravnoteži to, kar se uravnoteži ne da. Ne da se zliti vode na ogenj in da voda ostane in da ogenj gori. Pač ne more se in ne sme se tako primitivno, nesramno manipulirati, da zraven lažnivca postaviš častnega človeka in imata oba enako besedo in lažnivc lahko pljuva, laže, grozi in žali in seveda je frajer zaradi tega, ker si upa. In ti prosperirajo iz leta v leto bolj. V zadnjih 25 letih ali pa tudi 28 se ta pokvarjena etika razrašča. Slovenija, če ne bi imela zunanjih vplivov, bi morda bila tudi bistveno boljša, ampak smo del te Evrope, del tega sveta in vsa ta svinjerija, ki se dogaja tudi drugod, pluskne k nam in premalo dobrega pluskne k nam. Se pravi, da smo v enem etično problematičnem svetu, nikoli ni bil idealen, nikoli ne bo. In naš dolg do mladih in do nas samih nas je ta, da tako kot vi počnete, počnemo vsi, se borimo za to, da bi bila ta domovina nam vsak dan ponos. Danes je taka, ko je dobra in hočemo, da je boljša, bolj spoštljiva, bolj korektna, bolj spoštljiva do tistega, ki dela in zelo ostra do tistega, ki krade. Ne do tistega, ki vzame štruco kruha ali pa iz pomankanja nekomu eno pašteto, ampak do tistega, ki nas je ropal, nas ropa in se pripravlja, da nas bo še ropal in izropal. Srečno, uspešno, dobro se držite in bodimo ponosni nase, na vse tiste, ki so nam v vojni pomagali in na to našo Slovenijo, ker druge nimamo in za njo se borimo. Hvala. Predsednik pošilja domžalski organizaciji plaketo ob 20-letnici v zahvalo za tvorno delo tukaj in na nivoju zveze. Predsednik, hvala lepa. Marka Frankoža in pa našega bodočega novega člana tudi, da boste že vedeli, Franca Jeliča. Veterani, vojni tovariši, spoštovani gostje, podpredsednik zveze, moram vam povedati, da smo sprejeli odločitev, da podelimo naziv častnega člana, to je drugi naziv častnega člana od konca vojne. Prva
sprva smo sprejeli še pod poveljstvom in predsedstvom Minika. To je tudi prvi predsednik Srečko Disjak naše zveze bil. No in mi smo se po dolgih časih odločili, da podelimo naziv častnega člana županu občine Mengeš Franciju Jeriču. Takole, listino bomo izročili. Mislim pa, da tukaj ni posameznika, ki ne bi vedel, zakaj mu to izročamo. Kajti ravno on je predstavnik, glavni predstavnik občine Mengeš, ki nam gre nekje najbolj na roko. Zato se tudi mi v tej priliki njemu posebej zahvaljujemo. Za par besed, spoštovani predsednik, spoštovani člani, spoštovani gostje. Najprej zahvala res za izredno priznanje. Zelo so me presenetili že takrat v Mengšu. Zato danes sem vedel, da mi še rekel, ta podelitev tudi pripada tega priznanja. Ampak ko delaš nekaj srcem, ko delaš nekaj za tiste, kateri ste tudi danes zaslužni, da bodo naši vnuki še peli slovenske pesmi, lahko rečem iskrena hvala za vaš pogum, za vašo voljo, za vašo željo, da smo ostali skupaj, da smo si ustanovili državo Slovenijo, s katero mogoče včasih preveč mačehovsko ravnamo, ampak na koncev so prepričani, da imamo vsi radi. Res je neko obdobje, ki smo bolj ali manj zadovoljni, ampak prepričan sem, da skozi leta se tudi to da spremeniti, tako kot je prej podpredsednik povedal. Mora biti tista želja, ki premaga vse tisto, kar je slabega. In jaz tam tudi želim čim manj slabega, veliko dobrega, zdravega v letu, ki prihaja, v vaši organizaciji, v druženju, v pohodih. In pa, ko slišim besedo, smo pripravljeni, upam, da do tega ne bo prišlo, da se da to vse urediti tudi v miru. Hvala lepa. S tem dejanjem smo tudi končali naše praznovanje, tisti uradni del. Veste pa, da po stari navadi imamo še drugi, neprotokolarni del, ki je tudi nekaterim všeč. Meni tudi, upam, da tudi vam. Torej, razmaknimo stole, tam za zadnja pridejo mize, nekaj nam bodo postregli, pa na zdravje in nazdravimo nam vse skupaj, na naslednjih 20 ali mogoče 30, pa tudi več let.